Pozdravljeni na predstavitvi dveh knjig. Kot vemo, bosta čez 2 dni, čez 3, na nedeljo Božjega usmiljenja, kar 2 papeža uradno prišteta svetim. 2 velika romarja, 2 sveta papeža, ki sta obiskala tudi Slovenijo. Janez Pavel II. Celo 2-krat. Ob tej priložnosti smo pri založbi Družina izdali 2 knjigi, o Janezu 23. v sozaložbi z Celjsko Mohorjevo ter o Janezu Pavlu II. Najprej naj pozdravim z mano goste današnje, to so Igor Vojinovič, dr. Tone Štrukelj, dr. Bogdan Dolenc, Jože Pavlič in gospod Jože Faganel. Oni bodo skupaj z mano oblikovali to današnjo predstavitev in nam na nek način oba papeža še enkrat priklicali v spomin. Naj povem, da smo pri založbi Družina posebej veseli, da smo knjigo o portret svetnika in dnevnik duše Janeza 23. izdali v sozaložbi z Celjsko Mohorjevo. Treba je povedati, da sta obe založbi, se pravi v obeh uredništvih, so sporedno razmišljali o podobnem projektu, seveda vsak s svojim poudarkom, in se potem v nekem trenutku odločili, da bomo knjigo izdali skupaj. Zato smo prepričani, da za to knjigo velja pravilo, da 1+1 ni samo 2, ampak je veliko več. Rada bi se ob tej priložnosti v imenu celotnega uredništva založbe Družina zahvalila za to plodno sodelovanje gospodu Faganelu in vas seveda prosim, da zahvalo prenesete tudi sodelavcem. In sedaj vas tudi vabim k besedi, da nam predstavite prvi del te knjige Portret svetnika in dnevnik duše. Lepo prosim. Hvala lepa za prijazni uvod. Moje razmišljanje o verskem založništvu je rodilo sadove. Ko smo pred časom se pogovarjali, da če je v družini z malo začetnico konkurenca med brati, to ni dobro, če je pa sodelovanje, je pa dobro. No in tukaj predstavljamo prvo sodelovanje v okviru katoliške slovenske družine med družino z veliko začetnico in Celjsko Mohorjevo družbo kot najstarejšo slovensko založbo. Ta knjiga je sestavljena iz 2 delov. O prvem delu bo avtor povedal, ki je zelo pomemben, da imamo življenjepis o Janezu 23. izpod drevesa slovenskega avtorja. Drugi del je pa tisti, ki smo ga nekako prispevali mi, ki smo, ne da bi se posebej dogovarjali, imeli v srcu isto idejo, da bi ponovno prinesli med Slovence dnevnik duše, ki je že išla v slovenskem prostoru v nekem drugem času, sodelovanjem zavzetih salezijancev, ko smo uspeli pogledati v globino duše Janeza 23. ki smo ga, da bom prišel pa na ednino, ki sem ga spoznal takrat, ko je Radio Vatikan sporočil, da je izvoljen za papeža in kot sem bil kot mladenič zelo razočaran, češ spet en stavček. No, in potem sem bil pa, to se pa tudi spomnim iz osebne izkušnje, nadvse presenečen in navdušen, ko sem zvedel, da je, ne da bi sporočil svojim sodelavcem, najbrž je to res ali pa tudi ne, da sklicuje Vatikanski koncil. In takrat, to je ostalo v mojem spominu, to je tako kot pesem, to vse ni res. Zato sklicujem Vatikanski koncil, vaša svetost. Molimo za vašo pamet. Je nekdo iz ozadja rekel. Janez 23. je odgovoril, jo bom potreboval. To je ostalo v spominu, ne vem, če je to res ali ne. Dejstvo pa je, da se je zgodilo tisto, kar mi je en prijatelj rekel, da vsakih 50 let Sveti Duh kardinale prinese okoli. Z Janezom 23. je Svetem Duhu zelo uspelo. K sreči je prišel Pavel VI., ki je dokončal njegovo delo. In na to naslednji, ki je stvar zaokrožil Janez Pavel II.
No in ta dnevnik duše prikazuje življenje katoliškega duhovnika od semeniščnika do vseh njegovih poslanstvih, o tem, kako je soočil se s svojim poslanstvom in svojo duhovno rastjo. Tukaj je slika katoliške mentalitete, vzgajanja iz tistega časa, ki ga mi, zdaj že starčki, pa takrat mlajši, sploh nismo poznali, in kako v togem sistemu poštena duša, ki se pogovarja z Bogom, najde rešitve. Ostalo mi je v spominu nekaj, kar se mladi zasmejijo, kako se duhovnik pogovarja z žensko, da jo ne gleda v oči. Tako pametno. Psihologi bi povedali, da očesni stik pomeni nekaj več, kot je namenjeno, če se duhovnik kot svetovalec, kot božji poslanec pogovarja z enim od občestva. Teh malenkosti je v dnevniku duše ogromno, vidi se njegova zvestoba poklicu. Zadnje čase smo, mislim, da na Radio Ognjišče, slišali, kako se je priporočil Materi Božji, da bi ohranil svetočistost, to se pravi, bil je človek iz telesa in duha. Bil je svetnik, za nobeno zgodbico nismo zvedeli, ampak se je kot nadčlovek spraševal o pomenu svetočistosti. Vse te reči najdemo v dnevniku duše, ki ga je na slovensko, med slovensko občinstvo spravila gospa S.T., je pisala prvi zdaj, Silva Trdina, katero bi v tem prostoru rad omenil, da se spomnimo na to znamenito gospo, ki je stanovala blizu učiteljišča, ki je na učiteljišču tudi poučevala, vsak dan hodila k maši s frančiškanom, svojo starejšo sestro, ki je bila profesorica telesne vzgoje in začetnica sodobne telesne vzgoje na Slovenskem, in je knjigo prevedla brez honorarja, ni se upala najbrž podpisati, zato je ST, ali pa iz skromnosti, ker je izdala veliko reči brez podpisa. To sta bili dve veseli sestri, razgledani, polni življenja, samski, zvesti cerkvi, in delili so svojo učenost in svojo prijaznost generacijam bogoslovcev, ki so jih, zlasti Silva Trdina, ki jih je vzgajala v lepem izražanju v slovenskem jeziku. Danes... Italijanščino je predavala na fakulteti. Teološki, ja. To je doktor Štruklo. Nas je učila, ja. Ja, ja. Italijanščina... Pa latinščino na gimnaziji Poljane, v sredah ob 7 zjutraj. Ja, odlično. Zdaj pravi, njeni te podaljški so bili nadvse zanimivi. Ona je tisti prosti čas pred šolo, danes se nam zdi smešno ob 7 zjutraj, pa so hodili k njenem pouku od vse povsod. In italijanščina je bila takrat tisti jezik, ki je imel politični minus. Ko sem šel na Poljansko gimnazijo, sem se želel učiti francoščine, pa smo dobili ruščino. Zato je bila konkurenca na te italijanščine slaba, ampak vidi se, da človek s poštenim in iskrenim odnosom tudi v zapletenih razmerah marsikaj doseže. O tem nam poročajo tudi svetniki iz koncentracijskih taborišč in lepo je, da se spomnimo na Silvo Trdino in prelepo je, da ste me dopolnili, ker se računam, da se je najbolj noben spomnil. Silva Trdina je tudi mene učila italijanščino skupaj z njenimi sošolkami, to se pravi, da sem bil jaz najmlajši učenec, ostale so bile prav 30 let. Značilno je bil njen od Silve Trdina znameniti smeh, zelo gromko se je smejala. In tukaj je bil primer veselega kristjana. Zato se ob današnji predstavitvi njene knjige spomnimo njenega tihega, velikega dela za vzgojo slovenskih kristjanov. Hvala. Hvala lepa, gospod Paganer. Portret tega velikega papeža, kot tisti, ki se ga še spomnite, pravite tudi hudomušnega, preprostega,
pobožnega in tistega, ki je sledil nad dihom Svetega Duha, pa se je lotil naš sodelavec in dolgoletni urednik Cerkve po svetu Jože Pavlič. Jože, pa nam razkrite, kaj česar ni v knjigi mogoče. Hvala lepa, gospa Manica, za besedo. Torej, gospodu Faganelu, tudi jaz sem hodil v italijanščini skupaj s bogoslovci Silvi Trdina in sem zelo vesel danes tega. Res lepo zdrav sem skupaj. Naj se najprej v duhu in po vzoru ravnanja papeža Blaženega Janeza 23. zahvalim direktorju založbe Družina, gospodu Tonetu Rodetu, za uvid, da je tudi skoraj 51 let po smrti tega papeža primerno ter sodobnemu času in človeku potrebno osvetliti življenje, misel in delo papeža Janeza Dobrega. Prav tako iskrena hvala gospi urednici Mojci Purger, ki mi je vse skozi spretno, spodbudno, predvsem pa modro in premišljeno spremljala pri pisanju knjige. Prva zahvala, pa tudi nadaljnja priprošnja velja novemu svetniku, papežu Janezu Dobremu, da sem zmogel zaupano mi delo. Osebnost papeža Janeza 23. me je tako pritegnila, najprej pa prevzela, da sem jo želel kar najbolje predstaviti vernemu slovenskemu človeku, pa tudi v duhu papeža Frančiška, vsem ljudem blage volje. Prvi smernik pri pisanju mi je bilo dosedanje vedenje o njem. Nadaljnji smerniki pa čudenje, kaj vse je Angelo Giuseppe Roncalli zmogel narediti v svojem življenju. Z njim me je že od začetka zbližala, če se smem tako izraziti, prva etapa njegove življenjske poti. Rojstvo in odraščanje v kmečkem svetu vasice Soto il Monte, saj sam izhajam iz podobnega okolja, iz ročil in preizkušenj, zlasti pa trdne vere, zaupanja in izročanja Bogu. To mi je dalo polet za nadaljne delo, ko sem poskušal novega svetnika čim bolj jedrnato, predvsem pa pristno in verodostojno predstaviti pri njegovem sponu na cerkveni Olimp, katerega vrhunec bomo doživeli to nedeljo z njegovo kanonizacijo. Hkrati pa zarisati temeljne poteze misli, dela in prizadevanj Janeza 23. Veliko mi je pomenilo in me močno nagovorilo, ko sem odkrival njegovo človeško veličino, tlakovano s ponižnostjo, delavnostjo, skromnostjo, prijaznostjo, miroljubnostjo, odprtostjo za dialog, ekumensko širino, dobroto in še z veliko drugega, kar danes občudujemo pri njem. Zato je dobil vzdevek papež Janez Dobri. Pri njem sem zares začutil, da je ravnal v moči Svetega Duha. Saj sicer ne bi zmogel v tako kratkem obdobju papeštva opraviti velikega dela, katerega krona je bil sklic drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Lahko rečem, da me je papež Janez 23. pri pisanju vodil od poglavja do poglavja. Prav čutil sem, kaj je potrebno zapisati, poudariti, osvetliti. Danes lahko rečem, da je bilo to lepo delo. Najprej zame osebno, saj sem se tako poglobljeno srečal z velikim voditeljem cerkve, njegovo enkratno osebnostjo in neobičajnim, a vsekakor posrečenim in pretehtanim načinom vodenja cerkve. Božji previdnosti sem hvaležen, da sem pri branju družine med zapisi o redovnicah jubilantkah prebral, kako je na priprošnjo Janeza 23. ozdravila redovnica iz reda Svetega križa, sestra Ulrika Kastelic iz Male Loke pri Domžalah. Njeno pričevanje sem poleg uradno potrjene čudežne ozdravitve italijanske redovnice sestre Katerine Kapitani uvrstil v knjigo. Poleg tega še številna druga pričevanja. Posebno poglavje sem namenil pomenu in stikom papeža Janeza 23. Slovenci.
Najbolj sem vesel, da so mojemu zapisu pridane misli samega papeža Janeza 23. njegov dnevnik duše. Te misli nimajo časovne omejitve, so duhovni evergreen za vse čase, so vredne, da jih vsak dan znova prebiramo, premišljujemo ter živimo in delujemo iz njih. Če bo tako, bomo kmalu veliko svobodneje in tudi bolj sproščeno zadihali v naši lepi, a z veliko nepotrebnega obremenjeni Sloveniji. Zato je dobro, kot nas uči papež Janez Dobri, na stvari in dogodke kdaj pogledati tudi z bolj vesele, humorne strani. Predvsem pa se odlikovati dobroti do bližnjega, pomagati v stiski, biti zvest plemenitim izročilom slovenskega človeka in naroda, najprej pa neomajno verovati in zaupati v Boga. To je najvrednejše sporočilo in zaveza knjige o apostolu ljubezni in miru, papežu Janezu 23. Slovencu 21. stoletja. Prepričan sem, da ga boste tudi vi, tako kot sem ga jaz, našli pri prebiranju knjige. Bogu hvala in blaženemu Janezu 23. da sem imel priložnost sodelovati pri njej. Hvala lepa, Jože. Papež Janez 23. je bil, kot smo slišali, tudi pobudnik in začetnik drugega Vatikanskega zbora. Pa prosim gospoda Dolenca, če nam osvetli pomen te vloge in sploh koncila. Prosim. Ko govorimo o Janezu 23. pa tudi o Janezu Pavlu II. Kot svetnikih se je seveda težko izogniti vsem presežnikom in če so kje presežniki na mestu, potem so na mestu tukaj. Janez 23. nam je gotovo vsem malo starejšim v dobrem spominu, čeprav takrat mediji še niso bili tako neposredni, tako navzoči, ampak je ostal med nami po svojem dnevniku duše, po mnogih zapisih v družini in po svojem izjemnem liku. 20. stoletje, ki je bilo po eni strani morda najbolj temno stoletje doslej, z 2 svetovnima vojnama, s več holokausti, s tolikimi izbruhi ognjev nacionalizma na Balkanu in vse povsod drugod, ima nekako 3 velike svetle točke. To so 3 papeži svetniki, sveti Pij X, sveti Janez 23., sveti Janez Pavel II. Tako se v zavest cerkve smedi spet vrača, da so, kako so bili v prvih 3 stoletjih, številni papeži svetniki, predvsem učenci. Tako je 20. stoletje tudi stoletje papežev svetnikov. Janez 23. Njega zaznamuje optimizem, upanje, pogum, ki se kaže ob sklicu koncila, kar ni bilo nekako logično, kar ni bilo pričakovano, tudi ni bilo sprejeto z odprtimi rokami. Koncil je namreč pomenil vsaj 10-20 let trdega dela. Je močno razburkal rimsko kurijo, je pomenil garanje za številne komisije, kardinale, škofe v Rimu in po svetu. Tudi so bila pričakovanja, ko je bil že napovedan, da bo koncil pač napravil to, kar so morda večina prejšnjih koncilov, da bo cerkev vnovič opredelila kakšno versko resnico, ki je bila trenutno izpostavljena ali zanikana, ali da bo spet potrdil tradicionalni uveljavljeni nauk in ga predložil svetu.
Tako so verjetno predstavniki rimske kurije pričakovali, da bo to neko kratko dejanje. Rimski uradi, univerze bodo pripravili pregledno, sistematično doktrino, zbrali se bodo škofje, ki bodo to potrdili in se lahko razidemo. Koncil je postal vse kaj drugega. Če malo premislimo, kaj sploh koncil je, kaj so pomenili, 21 jih je bilo v zgodovini, vsaj teh vesoljnih, potem so se sklicevali predvsem v kriznih obdobjih, takrat, ko je bilo treba zavrniti neko izrazito krivo vero, napačne nauke, ali urediti stanje cerkve, tudi kar zadeva disciplino, recimo po reformacije. Potem sredi 20. stoletja ni bilo kakšnih izrazitih krivih naukov, ki bi se širili, ampak je čas od prejšnjega koncila to zovel. Tako bi lahko imenovali Janeza 23. nekako papeža Žanca. Kardinal Ratzinger večkrat razmišlja o koncilu v tem smislu, da pravi, koncil je žetev. Koncil mora imeti pred sabo daljše obdobje nekega dozorevanja, gibanj, dogajanja v Božjem ljudstvu. In koncil potem te sadove požanje in jih predstavi svetu. To, kar se je dogajalo v liturgičnem, ekumenskem, bibličnem gibanju, mladinskem gibanju v Evropi, vse od začetka 20. stoletja, to je nekje v 50. 60. letih res dozorelo in je bilo vredno požeti. In se mi zdi, da je koncil res spravil v cerkvene žitnice bogato delo, bogato žetev.